Promet vpliva na kakovost zraka z izgorevanjem goriv, ki jih potrebujemo, da se promet sploh odvija, ali pa z dvigovanjem snovi, ki so na tleh, ki so v bližini vozišča, s silo, ki jo povzroča promet, ko poteka po cestah. Pri izgorevanju imamo največkrat opravka s plini, ki so posledica izgorevanja goriv in reakcije z vstopnim zrakom, ki je nujno potreben, da sploh gorivo izgori. Lahko pa nastajajo tudi delci, kot posledica večinoma nepopolnega izgorevanja goriv. Ti delci pa lahko v atmosfero pridejo tudi, kot sem že rekel, z dviganjem iz tal ali pa kot z obrabo delov vozil, pnevmatik, zavor in tam ostanejo pač nekaj časa, dokler se ne usedejo ali pa dokler jih konec koncev lahko človek tudi vdiha. Delci so problematični zato, ker vstopajo v človeški organizem večinoma preko dihanja. Manjši kot so, bolj so problematični, ker lahko prodrejo globlje v človeški organizem, ki zlasti za majhne delce nima vzpostavljenega zelo dobrega obrambnega mehanizma, in najmanjši, tisti na nanoravni ali še nižji, lahko pridejo vse tja do možganov in zelo motijo, torej vplivajo na bolezenska stanja človeškega organizma v zelo širokem spektru. Zdaj, vsako podjetje samo pri sebi v resnici pozna značilnosti svoje dejavnosti in zelo je pomembno vedeti nekaj stvari. Se pravi, ali je promet, večji del prometa narejen recimo z obiskovanjem zaposlenih in ostalih povezanih oseb s podjetji na delo, ali je pa na nek način podjetje s svojimi dejavnostmi tudi generator nekega prometa. In v obeh segmentih sta pomembna dva vidika. Po eni strani zmanjševanje nekega prometnega odtisa vsakega podjetja, seveda ne na ceno zmanjšanja prometne, torej gospodarske aktivnosti, ampak neke optimizacije prevozov, ali pa seveda lahko tudi z vpeljavo boljših tehnologij. Konkreten primer, če vpelješ namesto konvencionalne mobilnosti, naprimer električno mobilnost, potem seveda je in situ onesnaževanje tako rekoč odpravljeno. Ali pa recimo prevoz zaposlenih s skupinskimi prevozi na delo, mogoče celo z javnim prevozom. Skratka, oboje. Po eni strani so potovalne navade, po drugi strani je pa vpeljava nekih okoljsko, konec koncev tudi ogljično, ker to je povezano, manj obremenjujočih ali pa nevtralnih tehnologij v celotno prometno funkcioniranje vsakega podjetja. Prav je, da posameznik, celotna družba spremlja stanje kakovosti zraka, spremlja podatke v realnem času, imamo kar dober sistem obveščanja in ozaveščanja. Kadar pride v nekem okolju do povišanih ali pa do slabe kakovosti zraka, po eni strani, če se da, če imamo to možnost, ni nič narobe, da za kakšen dan, del dneva lahko ta prostor tudi zapustimo s kakšnim izletom. Ampak roko na srce, največkrat se to ne da. Naslednji ukrep je tudi zlasti za ranljive skupine, da zopet tisti del dneva, kjer pričakujemo, da so te koncentracije višje, če se le da, ne zamenjamo notranjih prostorov za zunanje, torej da ne zapustimo doma, hiše, stanovanja. Na kratki rok te ukrepi lahko čisto pomagajo, res pa je, da prej ali slej zunanji zrak pride tudi noter. Bi pa povedal še eno stvar. Morda najslabše je v tem primeru, da postanemo panični, da postanemo silno utesnjeni z občutkom, da ni nobene rešitve, kajti v slovenskih pokrajinah, ne glede na to, da občasno prihaja do preseženih koncentracij posameznih polutantov, je v splošnem zrak vendarle mnogo bolj čist, kot je bil desetletje nazaj. In zato bi morda na javnost apeliral z nečem, da naj si skupaj prizadevamo od družbe, od upravljavcev, ne nazadnje tudi od politike, da vendarle dosežemo še boljšo kakovost zraka z ukrepi. Ti nas pa ne smejo zanimati le tedaj, ko imamo slabo kakovost zraka, ampak moramo v resnici na zimsko kakovost zraka razmišljati poleti, kaj bomo kurili, kako bomo upravljali energetsko, prometno politiko in tako naprej. Skratka, dolgoročni ukrepi za prizadevanje izboljšave kakovosti zraka so na mestu, nisem pa pristaš nekega paničnega ravnanja ob nekaj morda trodnevnih epizodah slabšega zraka. V Sloveniji na leto zaradi slabe kakovosti zraka prezgodnje umre okrog 1500 ljudi, po podatkih zdravstvenih ustanov. Na slovenskih cestah pa umre vsako leto okrog 80 do 100 ljudi.
In na nek način te prometne žrtve družba in tudi pristojni zelo uspešno komunicirajo, in ta prizadevanja za upad prometnih žrtev ali pa izboljšanje prometne varnosti so zelo na mestu in zelo uspešna. Hkrati pa vidimo, da je tako rekoč več kot 10 ali pa celo 15-kratnik faktor tisti, ki zahteva krvni davek zaradi kakovosti zraka. Zato bi se mogli, ne glede na to, da se stanje izboljšuje, teh problemov zavedati. Torej, na področju izboljšanja kakovosti zraka bi moral promet zagotovo poskrbeti za močnejši, hitrejši prehod na javni potniški promet, ki ima mnogo multiplikatorjev pozitivnih na družbo. Mi pravimo celo tako, da je izboljšana kakovost kolateralna korist vpeljave javnega potniškega prometa. Po drugi strani pa tehnološko tudi elektrifikacija prometnega sistema, za katero pa vemo, da je draga, zahtevna in jo ne moremo tako hitro vpeljati, kot lahko prehod na sisteme javnega potniškega prometa.